Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. Tokrat en čudovit morski pozdrav in upam, da ste si tudi vi že privoščili svoj oddih, da prejmete svoj angelski navdih. Za vse tiste, ki pa te možnosti morda še niste izkoristili, pa bomo pogledali, kaj nam angeli sporočajo za teden, ki je pred nami. Prva karta je paž ognja. Paž ognja je karta, ki govori o mladi, sveži energiji, ki se prebuja in nas nekako spodbuja, da na izviren način, na nek nov način pristopimo ali k nekemu projektu ali k neki situaciji. In tisto, kar ostaja za nami, kar na nek način zapuščamo, je ta nova, sveža energija, ki jo je tudi ta luna, ki smo jo ravnokar imeli, spodbudila in je nekako temelj tega, kar prihaja na novo. Predvsem pa gre za to, da najdemo tisti ogenj znotraj nas, tistega našega notranjega zmaja, ki je pripravljen, da se premakne na neko novo področje. Naslednja karta, ki se kaže za ta teden, je karta cesarja in nadangel Mihael. In gre zelo lepo skupaj s prvo karto, in sicer karta cesarja nam govori, da se moramo organizirati, da je potrebno imeti nek redosled, če temu lahko rečem. Se pravi, da je treba stvari organizirati, da se je treba strukturirati. In če se spomnite prejšnji teden, ko smo govorili o tem, da je treba sfokusirati energijo, da je treba v bistvu narediti to, da nismo več razpršeni, potem nam ta karta sedaj sporoča, da zdaj je treba pa to energijo malo bolj strukturirati, se pravi, kateri koraki sledijo, kaj je tisto, kar bomo naredili naprej, se pravi, postaviti zelo konkretne cilje, biti odločen, najti to svojo odločnost. Se pravi, paž ognja je podlaga, je tista temeljna energija, ki nas bo premaknila. Karta cesarja oziroma nadangel Mihael pa od nas zahteva, da enostavno gremo lepo po vrsti, korak po korak, ne? In smo sami sebi vodja in da prevzamemo vodilno vlogo in da se znamo odločati in da poštimamo stvari. Ne? Je veliko bolj konkretna, veliko bolj tudi moška energija, ki nam bo v tem tednu pomagala, da stvari peljemo tja, kamor bi radi, tja, kamor smo usmerili. In tretja karta, ki nas bo spremljala, oziroma energija, ponovno zelo velike energije, as ognja, nove priložnosti, vznemirljivi začetki, se pravi, sprememba življenja. To je, če pogledamo vse tri karte, paž ognja, cesar in pa as ognja, govorijo o tem, da imamo na voljo zelo veliko energije zdaj. Da je tisti trenutek, ko lahko postavimo zelo konkretne stvari, ko je treba zelo iti v akcijo. Se pravi, nas energija podpira, stvari se odpirajo in to zelo tudi sovpada s tem, kar se bo zgodilo 8. avgusta. 8. je namreč portal, ko se odprejo, ko so tako imenovana levja vrata in več o tem takoj, ko zaključim s tolo napovedjo. Tako da, če pogledamo vse tri karte in vprašam Mihaela, kaj nam svetuje, pride, da
je dejansko prišel čas, ko moramo vzeti življenje in stvari v svoje roke, ko se je vse tisto, kar se je s kolesom sreče pred kakšnim mesecem pa še malo začelo obračati, ko so se stvari še od ozadaj nekje uravnavale in nismo imeli vpliva nanje, je zdaj prišel čas, ko pa moramo stopiti in svojo energijo usmeriti, si zadati korake, ki jih bomo hodili in začeti na novo stvari, ne tako, kot smo do zdaj delali, po starem, ampak poiskati nove načine, poiskati novo perspektivo, nekaj, kar mogoče še nismo probali. Upati si moramo pogum, najdati v sebi pogum. To pride zelo močen občutek, da enostavno spustimo svoje strahove, pokličemo nad angela Mihaela, pokličemo druge angele, ki so z nami, mojstre, bitja svetlobe, s komerkoli delamo in jih poprosimo, da sodelujejo v tem procesu, tako da nas navdihnejo s pogumom, da odplaknejo vse naše strahove in da res začnemo korakati v smer, za katero vemo, da je prava, ker samo vi veste, katera je prava smer za vas, nihče drug. In dajte ji slediti, pojdite po svoj navdih, pa tudi če samo na kratek oddih v naravo, v gozd, k kakšni reki, k kakšni vodi ali pa samo ven. In naj vam bo to smernica za ta teden. In jaz vam pošiljam en čudovit morski pozdrav še enkrat in vas vabim na en poseben dogodek to soboto, kaj si boste pogledali pa v nadaljevanju. Čau, čau! V vseh teh letih duhovnega samorazvoja, izobraževanj in ne glede na to, ali sem se izobraževala glede aurasome, ali sem preučevala kabalo, ali se pogovarjala s svojimi vodniki, povsod sem prišla na koncu do ene in iste zadeve in sicer vse je zapisano v naši DNK. Kaj ima ta DNK in duhovno skupnega in kako lahko DNK uporabimo kot vrata v naše lastno svetlobno telo, so se mi sedaj sestavili koščki in po 3 tednih dopusta v tem čudovitem naravnem okolju pod kakijevim drevesom ob morju, verjemite, da so se koščki tako čudovito sestavili, da vam lahko sedaj predam naprej. In v soboto nas čaka trojni portal osmice, tako imenovana levja vrata, ki prinašajo poravnavo med galaktičnim soncem, zvezdo Sirius in pa Zemljo. In prinašajo ogromne količine nove energije, ki jo je za izkoristiti. Še posebej bo imela vpliv na DNK in njegovo aktivacijo, zato se mi pridružite pri tej aktivaciji. Vse povezave do člankov in pa pisnega vabila najdete tukaj spodaj in pridite po svoj košček vaše lastne božanskosti, korak bližje k temu, kdo v resnici ste.